Živjo, sem Jernej Koprivnikar, Proteini.si svetovalec in fitness trener. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. Eva bi rada shujšala, pa jo zanima, a lahko je po 18 uri? Si tudi ti v dilemi? Glej dalje. Mit o katastrofalnem kopičenju maščobe, če jemo po 18 uri, je še danes toliko priljubljen, marsikdo še zmeraj verjame v njega. In na koncu poje panično obrok malo pred 18 uro, samo zato, da se ne boš zredil. Zagovorniki te teorije trdijo, da bi se vse kalorije, ki jih zaužijemo zvečer, pretvorile v maščobo in da jih ne porabimo. Dejstvo je, da naš metabolizem po noči ne počiva. Porabi samo malo manj kalorij, kakor med učenjem ali sedenjem za računalnikom. Poleg tega je spanje čas, ko se telo obnavlja, spati moramo vsaj 7 ur in pri tem potrebujemo hrano. Če gremo spat s praznim želodcem, našemu telesu ne damo dovolj goriva za regeneracijo, poleg tega pa so predolgi premori med obroki smrt za naše mišice, tega si pa ne želite. Ja no, če greste spat po risankah, pol je lahko vaš zadnji obrok ob 18 uri, to ne bo problema, a ne? Ampak imejte nekak zadnji obrok tam 1 uro pred spanjem, če greste recimo v polnoči spat, potem lahko ob 11 normalno jeste. Redite se samo zaradi nepravilne izbire hrane, prevelike količine te hrane in premalo gibanja. Če boste zaužili ustrezno količino hrane, potem se ne boste redili in lahko jeste normalno po 18 uri. To naj ne bo niti burek, niti pica, niti pleskavica, ustrezno morate načrtovati večerni obrok. Zvečer za večer je pametno izbrati lahko pribavljivo hrano, to je lahko kakšna riba, lahko je kakšna skuta, lahko pojeste tudi kakšen sendvič s polnozrnatim kruhom, ni pa pametno kakšne težke hrane. Če pa že ne morete jesti večerje, ali vam pa to predstavlja kakšen problem, vam pa lahko priporočam sirotkine proteine. V teh proteinih imate vsa hranila, ki jih potrebujete za celo noč. Če pa želite, lahko pa dodate tudi kakšen grški jogurt, pa kakšno jagodičevje, pa imate super obrok pred spanjem. Imaš vprašanje? Piši mi na info@proteini.si in z veseljem ti odgovorim.